Pričeli so se dogodkov polni Suhokranjski dnevi, ki so jih slovesno odprli s tradicionalnim letos že 14. prižigom oglarske kope v Srednjem Lipovcu. Dogodek je združil in bo vse do ponedeljka 13. julija, ko bo oglje kuhano, združeval domačine, obiskovalce in oglarske mojstre. Jaz sem zelo ponosen kot župan in seveda tudi kot občan občine Žužemberk, da to tradicijo držijo v Srednjem Lipovcu in vse pohvale našim oglarjem, njihovim ženam, celim družinam, da to skupaj omogočijo in pripravijo ta edinstven dogodek. Da bi se iz drv rodilo kakovostno oglje, je potrebnih več tednov priprav in veliko natančnosti. Od izbire lesa, zlaganja kope ter prekrivanja s prapratjo in zemljo. Vsak korak mora biti izveden premišljeno. Potem sledi prižig. Na sredini je stržen, tam premjera 30 cm in tam noter se, kot ste vedeli, se spusti žerjavica, pa te drva, mislim, da zagori. Kot veli tradicija, mora prvo žerjavico v kopo spustiti ženska. Ta čast je pripadla domačinki Anici. Pravi, da ženska mora požgati pol kopa, sigurno zagori. Paziti moraš, kaj greš, da slučajno napadeš tam v tisto luknjo, da rač pa nič posebenega. Ne? Za njo se je zvrstilo še nekaj pogumnežev, tudi tisti malo mlajši. Fajn, zato ker te vsi vidijo, kaj si upaš, kaj delaš. Sem že lansko leto kockice gor odnesla noter, drugače pa, da sem bi pržgala pa prvič. V stržen je žerjavico spustil tudi gost, podžupan občine Šmarješke Toplice Franc Anderlič, ki je pri žigu kope prisostvoval prvič. Res veseljem sem prišel gor in sem počaščen, da sem lahko sodeloval pri te otvoritve in občinskega praznika in pri prižigu te kope. Po prižigu pa se pravo delo šele začne. Oglarji morajo kopo dan in noč spremljati, uravnavati dovod zraka in paziti, da les počasi tli. Pozorni, moramo biti, da nam ne ugasne in pa da ne preveč ne zagori. Tako da moraš biti prisoten praktično 24 ur na dan. Lahko dobro, če je pravimo, porihtaš se 2 ure prej. Oglarjem največ pove barva dima. Dim, prvič je bel, mislim tako, potem je rjav, na koncu je pa moder. In tam, če je moder dim, je treba probati s kovčkom noter v luknjo, mislim v te dimnice, in če zahrusta, praktično je oglje kuhano. Celoten postopek traja približno 10 dni. Je cirka 15 prostoninskih metrov, to bo 10 dni, če bo vse po redu kuhano. Koliko oglja pa nastane v takšni kopi? Če bo dober kuhan, mislim, bi ga moglo biti okrog 1200-1300 kg oglja. Do zdaj je nam ratalo vsak let, tako da ni problema za prodati, ker vejo, da je oglje kvalitetno. V času kuhanja oglja je ob kopi živahno. Pridnim oglarjem namreč družbo delajo vaščani in drugi obiskovalci, pri tem pa se skupnost povezuje in utrjuje. Posebno vlogo imajo tudi žene oglarjev. Poskrbimo za tele naše delavce, možje, da če je hrana, mora pol tudi moški lahko dela. Sem presenečen, da je toliko domačinov zraven, tako da vidim, da se zavedajo, kaj se dogaja v občini Žužemberk, da se veliko dogaja in tudi želim, da bodo tudi v bodoče tako. To tudi eno druženje, povezovanje med ljudmi in naj ta tradicija živi večno. Tukaj se združujejo mladi, stari, prenašajo se ideje, znanja in nasplošno vsi dogodki, ki si bojo sledili v okviru Suhokranjskih dni, bo za vsakega bo nekaj, zanimivi bojo, eni bojo poučni, eni bojo bolj za zabavo, tako da jaz vse lepo zdajle vabim, da pridejo, ker iz Žužemberka ne bojo šli malodušni. Žužemberk in okolico čaka pester konec tedna. Med drugim bodo v poslovni coni Klek v petek odprli nov, težko pričakovani vadbeni poligon gasilske regije Dolenjska, v soboto sledi slavnostna občinska seja, v nedeljo pa bo Žužemberški grad znova zajel srednjeveški vrvež. Naštete dogodke bodo ujele tudi naše kamere.